Maja Žunič, Padec iz gnezda. Vse je bilo lepo in mirno. Čakal sem v gnezdu, ki pravzaprav še ni bilo do konca narejeno. Mamica je letela po gozdu in iskala stvari za gnezdo. Priletela je in prinesla plastično vrvico. Položila jo je na gnezdo. Au, zapletla sva se. S plastično vrvico sem bil privezan na mamino nogo. Ustrašila se je in zletela iz gnezda in jaz seveda z njo. Pristala sva na tleh. Sonce je sijalo, zato sem zaprl oči. Ko sem jih odprl, so bili okoli mene velikani, ki so me spominjali na ljudi. Držali so se za glave in stokali. Mar so tudi oni padli iz gnezda? Prihajal je še en velikan, ki je spominjal na človeka, za njim pa malo manjša velikanka, ki je bila zavita v rjuho in je imela premočene lase. Le zakaj je zavita v rjuho, sem se spraševal. A sem kmalu zamenjal vprašanje, le kaj nama hočejo narediti. Približevali so se nama in naenkrat sem bil pokrit s tisto preprogo ali karkoli že je. Bila je tema. Naenkrat se je tista stvar, s katero so bila z mamico pokrita, dvignila. Ampak samo toliko, da mi je glava gledala ven. Velikani so naju odvezali in dali v škatlo s pokrovom. Čez nekaj minut se je pokrov odprl in človek me je porinil ven. Pravzaprav je iz škatle dal najprej mamico, potem pa še mene. Ampak mamica je odletela, verjetno šla po hrano. Tisti človek je odšel. Nekaj časa sem potreboval, da sem ugotovil, kje sem. V gozdu sem bil, v senci. Čakal sem in čakal. Ugotovil sem, da smrtim po človeku. Mamica ne bo prišla nazaj, sem si mislil. In imel sem prav, ampak tisti človek se je vrnil. In z njim je bila še neka človekinja. Spet sta me dala v škatlo, ampak večjo in brez pokrova. Slišal sem, kako me je človek odložil na mizo. Joj, me bodo pojedli, stisnil sem se v kot in mižal. Odprl sem oči in pred mano je bilo kup ljudi. Odšli so, jaz pa sem ostal zaprt. Dolgo časa se niso vrnili, ampak so se pozno zvečer. Zjutraj sta prišla še dva človeka, bilo me je zelo strah. Naenkrat sem se znašel na sedežu nekega stvora na kolesih. Bil sem v neki torbi in ničesar nisem videl. Stvor na kolesih se je ustavil. Takole, prosim, sem si mislil, ko sem prišel iz škatle. Ampak spet sem pristal v ogromni škatli brez pokrova in zaprt v nekem prostoru. In tako, zdaj sem tukaj. Ni mi preveč dolg čas, večino časa spim. Slišal sem pogovor med človekom in človekinjo. V petek grem v nek azil za divje živali. Ne vem točno, kaj to pomeni, ampak upam, da ne pomeni biti zaprt v veliki škatli s pokrovom. Upam, da bom imel tam družbo in veliko hrane. Z lepimi pozdravi, ptiček Skovik.